In prijazen pozdrav vsem skupaj, res mi je veselje, da lahko še pred začetkom novega šolskega leta zaokrožimo enega od pomembnejših projektov ministrstva in vseh vas sodelujočih strokovnjakov, strokovnjakinj, šol in seveda vseh, ki vam je še kako mar, kako obogatiti kakovost in to medkulturno kakovost šolskega prostora in da seveda tudi stopimo v novo šolsko leto še z eno, lahko rečem, strokovno obogatitvijo tako, da jo postopoma potem lahko tudi oblikujemo v sistem, dodamo v sistem in kar se da dobro doprinesemo v vseh področjih, predvsem otrokom, mladim, ki bodisi kot priseljenci, bodisi v katerikoli drugi vlogi potrebujejo to dodatno skrb, dodatno pomoč in seveda tudi dodatno pedagoško kakovost. Zato še enkrat res iskrena hvala gospodu Baloku, našemu uradu za razvoj kakovosti in seveda Stanki in njeni ekipi ter vsem mojim sodelavcem, predvsem pa vam, drage šole, ravnatelji, ravnateljice, strokovnjaki z posameznih šol, ki ste že bili nekoč vključeni v podoben projekt, z drugim namenom morda v tistem trenutku, a vendarle z izjemno bogatimi izkušnjami, kako v nekem obdobju, ko se soočimo z večjim pritokom mladih v šolski sistem, ki jih je potrebno medkulturno umestiti in s tem tudi predati neke dobre izkušnje, ki so se že takrat pojavile v novo okolje, v nov moment in seveda v nove, lahko rečemo, tudi celovite družbene izzive. In zato je meni res v veselje, da ta projekt, ki dotika medkulturnost, ki ni tako vedno samoumevna v naši družbi, predvsem ne njeno sprejemanje, vendarle najde pravo pot, tudi sistemsko pot v razvoj kakovosti našega šolstva. In to od vrtčevske ravni naprej, kajti vi strokovnjaki prihajate tako iz tistega obdobja, ko s prvoletniki že sodelujemo v vzgoji in izobraževanju, kot seveda osnovnošolskega in srednješolskega nivoja. Verjetno se bomo pa morali v nadaljevanju tudi dotakniti izobraževanja odraslih, prav na način, kot to pritiče tudi sodelovanju znotraj Evropske unije in seveda tudi celotni, bom rekla, kar migracijski politiki in na drugi strani seveda politiki, ki se ustvarja na področju priseljencev. Jaz še enkrat lahko rečem, da mi je še posebej veselje, ker v teh zadnjih dneh tudi svojega mandata lahko zaokrožim to vsebino tudi na način, da zanjo vemo, da ne bo obtičala na nekih papirjih, v nekih okvirih, na nekih računalnikih, ampak bo predvsem našla pot v življenje in kot rečeno v čim boljše umeščanje vseh tistih, ki to umeščanje v medkulturnem pomenu vseh izzivov tudi najbolj potrebujejo. To je bil tudi osnovni namen projekta in zato res hvala vsem soustvarjalcem, da smo znali najti skupno pot, skupni jezik, povezati vse izkušnje iz preteklosti od osamosvajanja Slovenije naprej in hkrati vse tiste šole, ki ste še kako v življenju spoznale in sprejemale, pa predvsem gradile dobre primere sprejemanja in razvoja medkulturnosti in seveda vsega dialoga, ki je na tem področju potreben. Bi pa rekla še nekaj. Tisto, kar se mi zdi v tem trenutku najbolj pomembno je, da seveda ta vloga posameznika, otroka, mladostnika v šoli dobi ne le svojo mesto, ampak tudi svojo odgovornost, da to tudi seveda otrokom, mladim damo kot možnost, da jim damo to pot. In prav tudi skozi ta projekt vem, da znamo razumeti, da jim zaupamo in da hkrati jim damo seveda tudi pravico do soudeležbe pri njihovih odločitvah. Mislim, da je to zelo pomembno sporočilo tudi te skupine in da je prav, da znamo tudi kot odrasli sprejemati, predvsem pa poslušati in na koncu slišati tudi to, kar nam otroci in mladi, še posebej v tej skupini, znajo in vedo povedati in sporočiti. Predvsem pa je nekaj, kar je morda najbolj pomembno sporočilo za celoten šolski sistem in tudi naše sobivanje v družbi, da smo družba, ki vključuje, da smo vse vključujoča družba in da je naš sistem tudi vse vključujoč sistem. To mislim pa, da je nekaj, kar še utrjuje izjemno pomemben, lahko rečem, kar najpomembnejši družbeni steber vseh nas in to sta vzgoja in izobraževanje, seveda obok še znanosti in seveda vsem ostalim družbenim aktivnostim, ki jih spodbujamo v šolskem okolju. Šolsko okolje je eno najbolj trdnih okolij in naj takšno tudi ostane, krepimo pa znotraj njega kakovost, dostopnost
in čim bolj aktivno umeščenost tudi v okolje. In vse to naš projekt združuje. Pa še eno novico oziroma eno informacijo bi rada podala z vami in delila z vami danes. Ta projekt je seveda ne le projekt pri zagotavljanju stabilnosti in varnosti tako naših otrok, mladih, kot seveda družbe kot celote, je tudi del našega širšega projekta Varno in stabilno učno okolje. In danes se že lahko pohvalimo z celovito spletno stranjo, ki govori o prav varnem in spodbudnem učnem okolju, ki ga soustvarjamo skupaj z deležniki, vami, šolami, sindikati, starši, skratka z vsemi, ki pravzaprav sobivamo v tem okolju. In tukaj tudi hvala uradu, da smo znali zbrati vse elemente skupaj. Poglejte si to spletno stran, kajti to je nekaj, k čemu bomo morali seveda vsi skupaj pristopati tudi v prihodnje in odgovorno poskrbeti, da okolje ostane varno, stabilno in vse vključujoče. Še enkrat hvala vsem akterjem, vem, da je bilo veliko ur dela, veliko predanosti potrebne za to, da je projekt nastal in bil zaokrožen ravno sedaj. In hvala za vse, kar ste delili z nami kot izkušnje. Zdaj pa je seveda naša skupna naloga, da se prevedejo tudi v sistem. Nekateri delčki so že v njem. Hvala.